Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v novi epizodi podeželskega podcasta Mladost na kmetiji, kjer odkrivamo resnične zgodbe ljudi, ki živijo, dihajo in ustvarjajo na slovenskem podeželju. Z menoj sta danes 25-letni Luka Duša iz Luč pri Grosupljem in njegova punca oziroma dekle Tjaša Kastelic, 21-letna študentka zootehnike iz Sel pri Višnji Gori. Tjaša in Luka, prav lepo pozdravljena. Živijo. Kako je biti mlad v svetu, ki zahteva zrelost, fizično moč, znanje in podjetnost? Kako poteka prevzem kmetije in kaj pomeni odgovornost do družine, zemlje, živali in tudi do sebe? Vse to se bomo pogovarjali v naslednjih minutah s Tjašo in Lukom. Danes, Luka, smo torej na vaši kmetiji Duša. Zanimiv priimek. Ja. Vaše kmetije, čeprav po domače se pa menda vaši kmetiji reče še nekoliko drugače. Ja, Przaplet. Ja? To je že stari ime. Odkje pa priimek Duša? Je bil tudi že od nekdaj drugače na tej domačiji? Ja, od prvega, ki je kupil to domačijo, je od takrat je Duša. Super. Tjaša, kako si se ti navadila na to ime, oziroma zaenkrat imaš še svoj priimek, ampak vendar, kako si se? Jaz, ki sem prvič slišala ta priimek, mi je bil tudi zelo zanimiv, ker prej nisem nobenega poznala s priimkom Duša, ampak se navadiš. Lahko rečeš, da je Luka res prava duša. Je prava duša. Se pravi, je priimek pravi. Ja. Če malo obrnemo vloge, kako pa bi opisala drugega? Tjaša, recimo, kako bi ti opisala Luko, in Luka, kako bi ti opisal Tjašo, recimo v 3-4 besedah? Jaz bi Luka tu rekla, da je en tak prijazen, ki je ena čebelca, delaven, zagnan predvsem, pa dober smisel za humor. No, super, potem bomo imeli to tudi možnost spoznati v podcastu, Luka, ne? No, vem, če. Bomo videli, kako se bomo sprostili, ne? Luka, kaj pa bi ti rekel za Tjašo? Tjaša je ena nasmejana, pridna, zagnana. Ja, vse to, kar rabe eno dekle na kmetiji, ne? Ja, pa sprejme moj smisel za humor. Ja, sprejemanje smisla za humor drugega je zelo pomembno, ne, za ustvarjanje medsebojne kemije. Luka, mogoče nam ti predstaviš malo vašo kmetijo, ko smo se snemalcem peljala tule do vaših koncev, so rekla, tule je pa res lepo. Ja. Smo v taki lepi kraški dolini. Pri nas ukvarjamo s molzencem, jih je nekaj čez 50. Polovica mleka približno se predela v izdelke, polovica ga gre v mlekarne. Odzad imamo še 60 telic, pa par kur še. Kdo pa vse živi na kmetiji, kdo vse dela, delovna sila, delovna moč je vedno pomembna, ne? Na kmetiji sta še ata pa mama, oči mami, pa 2 brata sta še. Pa ima 2. Pravi, ti si eden od 4 sinov, ne, če se Ja. motim, ja. Drugi. Je bilo kar pestro odraščanje v fantovski družini, a? Pestro ni bilo, ne smo. Pestro ne, zanimivo pa, ne? Zanimivo je bilo. Ja, rekel si, da torej se ukvarjate s prerejo mleka, torej tudi predelujete mlekove mlečne izdelke. Ja. Katere vse? To bom rekel, vse sem se dodal, da ne. Zaenkrat. To je pa Tjašina želja mogoče? Ja, enkrat pa mogoče res. Ena tiha želja. Tako je. Bo Luka pomagal uresničiti, ne? Upajmo. Luka, praviš, da ne hodiš v službo, ker je kmetija oziroma delo na kmetiji postala tvoja služba. Ja, jaz sem se po končani šoli se odločil, da bom doma prevzel. Zato, ker je manjko je doma en človek, ki bi bil skozi prisoten, ne? Ostali so vsi po službah in takrat sem se zaposlil doma.
Katero srednjo šolo si opravljal? za avtoserviserja. Ampak tudi to znanje pa na kmetiji pa še kako pride prav, ne? O, Torej pride. tehnično. Se vedno kaj polomi Zmeraj. in potem lahko se popravi, ne? Ja, Ja. kar se le da. Kar se le da. Zdaj, vemo, ne, da na kmetiji ne moremo reči, kako je tipičen dan izgleda, ampak vendar, kakšen je približno, kako izgleda tvoj dan, ne? Ker ti nisi sem na kmetiji, se ukvarjaš še s kakšnimi stvarmi poleg, ne? Ja, dan res ni vsak isti. Drugače pa zjutraj vstanem, ponavadi odpeljem mleko šole pa vrtce. Se vrnem, grem najprej na kafe. Da se zbudiš, Ja. Pol se pa začne del v štal. Greva z mami v štalo, ona molze, jaz sem zadolžen za druge stvari. Po pa, kar je, včasih košnja, včasih delavnica. praviš, da že v bistvu preden greš v hlev, ne, že razvoziš mleko. Ja, To pomeni, da kdaj vstaneš potem na tiste dni. 5, ponavadi ob 5. Ja, še hotel nekaj dodati, ne? Je pa tudi, imam pa tudi razvoz še popoldne, se pravi 2-krat na teden. Zdaj, če lahko odpeljem, če ne mi pride še eden na pomoč. Isto pri košnji imam še enega kolega, ki mi pomaga. Tako da. Imate to navado, da si pomagate tule v vaših koncih, da preskočite na pomoč drug drugemu? Ja. Z enim, ja. Ja, ne. Ampak taki prijatelji so vedno dobrodošli, ne? Da se lahko zanese Zmeraj. drug na drugega. Ja. Ja. Se pravi, omenil si, da v hlevu si z mamo nekako razdelita, ne? Ja. Nekaj dela, tudi ostala dela zunaj, strojna, na njivi, na pašniki, na travniku. Je Ja. tudi delo nekako razdeljeno. Ja, tisti ponavadi zrihtava jaz pa ta prijatelj, ki pride. Pa čez vikende ostali še, ki so doma. Čez teden jih ni. Kako se pa Tjaša ti vključiš? Jaz pa V- ponavadi preskočim na pomoč takole v kakšni košnji, ki je še popoldne na travniki, pa jaz v štalo drihtam njegovo polovico dela. Ponavadi tako, no, najbolj pridem na pomoč. Zdaj, Luka, nekaj smo že omenjali, ne, da ti si drugi od 4 sinov na družini. In kako se spominjaš, ne, tega odraščanja skupaj z brati? Kakšno je bilo otroštvo? Zanimivo. Tako bom rekel, odraščati s 6 bratom ni bilo dolgce tudi en dan. Ne. Zmeraj smo kaj ušpičili, malo nagajalo, kul. Za koga misliš, da je bilo bolj naporno? Za mamo ali za očeta ali za oba? Bolj za mamo, ki je bila doma. A kdaj reče, da vas je bilo težko krotiti Pa reče, ampak tu tako v hecu? v hecu, ja. Ker si rekel, da ste velikokrat kaj ušpičali. A imaš kakšno tako posebno anekdoto, ki bi jo lahko delil z našimi poslušalci? Vse te stvari so zmeraj zelo zanimive. Ne? Kakšno zanimivo zadevo? Zdaj, da bi se prav spomnil zdajle. Drugače jih je dost, ne. Recimo, jaz se spomnim svojega otroštva, ne, ker smo imeli tudi kmetijo, da sem enkrat, ko smo imeli zbiralnico mleka, da sem odprl bazen in je mleko steklo ven. Recimo, ne, to ni bilo takrat tako zabavno. Meni se je sicer zdelo, mojim staršem pa vsem vaščanom pa ne. Recimo, je bila kakšna zadeva taka. Pa ne vem. Kaj ste pa najraje skupaj počeli, bratje, recimo? Ja, najraje smo tamle za štalo smo imeli ena dolina, ki je pašnik v bistvu bil. In smo noter, zmeraj smo bili tam, smo se igrali not, hiške delali. Pa not med pokojne smo imeli še vmes. Tako smo največkrat preživeli dan tam. Da si omenil konja, zdaj imate tudi še konja na Ne, kmetiji? nič več. Se pravi, da so krave pa kokoši.
In tu je tu. In to je to, pa kakšna mačka je pa vedno odkje pride. Ne? Mačke pa tu dost. A imate tudi kakšne take živali, obiskovalke, kot so lisice, srne, kaj drugega? Ja, lisice srne hodijo. Čas tudi klečis na dvorišče pride, samo imamo psa čuvaja, Ja, seveda. pa hitro žene. Super. Tjaša, ti pa tudi prihajaš, ne, z manjše kmetije. Tako je, na naši kmetiji imamo 20 mavzenc, pa pol še približno 20 telic zadnji, tako da je vse skupaj skoraj 40 živali doma. Tako da ja, tudi. Tako da imaš dobro podlago, ne, ko prideš k Luki, veš, kje je kako. Podlaga je ne. krasna, ja. Mogoče še ti kakšno besedo ali dve o otroštvu, odraščanju na kmetiji, tako nasplošno. Kaj ti je dalo odraščanje na kmetiji za zdaj, ko stopaš v odraslo življenje, ne? Čeprav še vedno študiraš, ne? Ampak seveda prej 21 letih neke izkušnje so se pa že nabrale. Ja, meni je bilo zmeraj, od nekdaj mi je bila všeč štala, vičla v kreku. Skozi sem bila zunaj, skozi sem se igrala zunaj. Po je pa pač, ko je prišel čas za srednjo šolo, sem se pa pol tudi na podlagi tega otroštva odločila, da bom šla kar na veterino v srednjo šolo. Ko je ta ljubezen do živali, sem še rasla. No, pa sem pa tudi študij usmerila v to, tako da prihaja to iz otroštva. No, si omenila, ja, ti si zdaj študentka zootehnike. Tako je. Na kateri stopnji trenutno si, kako si zadovoljna s potekom? Končujem drugi letnik zdajle. Zaenkrat mi gre super. Sem glih v obdobju izpitov. Zelo sem zadovoljna s študijem, res. Je bila prava odločitev? Ja, prav, res. In ti tudi pride prav, ne, na kmetiji sami? Ja, zelo. Se pravi, res ta praktična in teoretska se dosti med sabo Lahko združiš, ja, tako. Kako pa delo in študij usklajuješ, ne? V izpitnih obdobjih najbrž malo manj, ampak sicer pa... Drugače pa ja, v izpitnem obdobju je kar pestro, sem več ali manj skozi za knjigo. Drugače pa, ko so pa predavanja, imam pa popoldneve frej, pa bolj lahko zunaj se. Pravite, da sta skupaj približno 4 leta, zdaj pa vse veste, ne, vse zanima to najbolj pomembno vprašanje, ne, kje sta se spoznala, kako sta se spoznala? Ja, to je pa kar zanimiva zgodba, ne. Midva sva se spoznala, sva se prek mojega brata, pa sva se že prej spoznala, pa pač sva se poznala, ampak pol bi rekla, da sva pa kliknila, ne, sva pa na naši silaži. Sva se pa bolj poštekala, no. Pa naprej pa že vsi vemo, kako gre. Se pravi, bilo eno kmečko opravilo je bilo tisto, Ja, kar je bilo. Ja. Ja. dandi. Kdo je dal pa prvo pobudo za, recimo, ne vem, prvi zmenek, prvo srečanje, bolj tako konkretno? Jaz, dupa. Ja, tako kot se spodob, ne, da fant da pobudo in Tjaša ni imel veliko dela, je bilo, si dokaj hitro sprejela povabilo, ne? Sem sprejela, ja. Super. No, pa zdaj malo preizkusimo, ne, glede na to, da sta 4 leta že nekje skupaj, smo pripravili en tak mini kviz oziroma mini vprašanja, da vidimo, koliko se približno poznata, ampak se vemo, pari oziroma partnerji se spoznavamo, vse pa še včasih, kaj ne vemo, ne, po drugem. Ampak vendar, evo vprašanja, pa mogoče kar oba odgovarjata, pa vidimo, če se kje strinjamo, kje se ne strinjate. Torej, kdo se prej zbudi zjutraj? Jaz. Luka. Tjaša, kdaj pa ti potem? Hmal za njem, ampak ne še čist pred. Mora budilka vskočiti? Ja, večkrat. Zdaj, Luka, ukvarjate se, torej veliko mleka je pri hiši, ne? Ja. Kdo poje več mlečnih izdelkov in katerih, recimo? Tjaša. To bi bila jaz, ja. Aha. Predvsem jogurti pa siri so mi tudi zelo ljubi, tako da to sem jaz bolj. Ko si prej omenjal, Luka, kavo zjutraj, kaj z mlekom ali brez? Brez. Jaz pa tle pa z mlekom. Jaz kot majhen sem pojel ogromno mleka, ne. Ko je mami probavala z mlečnimi izdelkami, je bilo tega zmeraj ogromno. In po se tega, ne vem, prenaješ. Malo naobješ, ne, in Ja. potem ja, pa kaj drugega. No, zdaj gremo pa na stroj, recimo, ne. Kdo bolje pelje traktor? Luka. Najbrž. Ja, Luka. Tudi malo več izkušenj mogoče, ne? Ja. Vseeno, ne? Ja, Par let, ne. Ampak Tjaša, tudi ti poprimiš za volan na traktor. tudi. Ja.
Jo lahko pohvališ, Luka? Jo, Ja, seveda. seveda. Evo, zdaj gremo pa še bolj v te vode. Kdo je bolj romantičen? Oba zadost. Kaj to pomeni zadost? Odvisno od situacije, po mojem, in od trenutka, in od dneva. Ampak bolj bi rekla, da jaz. No. Smo punce vseeno malo bolj. Imate en tak občutek za to? Tako, ne? ja. Sej to je prav, da je Bolj. malo razdeljeno. Ne? Ja. Pa se Luka prepusti. Zdaj vemo, da pri vsakem odnosu pride včasih do kakšne napetosti, kakšnega prepira. Kdo prvi popusti, ponavadi pri vama, ko pride do kakšnega nesoglasja? Jaz. Ja, tako. Sicer so pa oba zelo trmasta. Zato, da mi rubaj. No, kaj pa je vajina največja skupna vrednota, kaj bi rekla? Kje najbolj najde tam, kje rečete, tu pa nama je res obema, ne vem, med najpomembnejšimi stvarmi v življenju. Jaz bi rekla, da povezanost med nama, ko pač se vse pogovoriva, vse predebatirava, pregruntava, ali je tu res ali ni, ali je tu fajn ali ni. Tako da bi po mojem rekla, bolj ta povezanost. No. Da imaš nekoga, ki lahko se pogovarja z njim. Govoriš. Tako. Luka kima, ne? Da, To pomeni, da se strinja. ja, moram povedati. Se je lepo pogovarjati s Tjašo. Lepo. Kaj pa bi svetovala mladim parom, ki razmišljajo recimo o skupnem življenju na kmetiji? Ne? Zakaj je lepo živeti na kmetiji? V dvoje je zmeraj lepše. Ne? Tako pa tudi, če kdaj misliš, da ne bo šlo, bo kar šlo. Ne, po mojem. Tako da, ne vem, jaz bi rekla, da v dvoje je lepše. Jaz bi se pa strinjal. Je lepo, Luka, ko vidiš, da te Tjaša podpira pri delu in tudi Ja. sicer v življenju. Je. Ja, ne. Zdaj, Luka, ti boš kmalu uradno tudi prevzel vašo kmetijo. Ne? Ja. Boš prevzemnik. In kako doživljaš ta prehod, oziroma si celo življenje živiš na kmetiji, ne? In bo to samo ena stopnja več, ne gre za nekaj, zdaj se je pa čudežno spremenilo, ker že tako počneš celo življenje. Ampak kako si predstavljaš, oziroma kako se pripravljaš na ta prehod? Se kar čudežno spremeni drugače. Ja. Ko enkrat vidiš, da ni tu samo skidati v štal, pa pomost, pa na traktorje, ampak je še en kup drugih stvari zraven. Takrat se začneš drugače razmišljati. Ker je tu enih papirjev zraven še ogromno, enih predavanj, tečajev, takih stvari. Ja, kmet mora danes biti precej izobražen, precej znanja mora imeti. Ne? Ja. Če včasih še veljalo, da boš pa za kmeta, ampak danes je Ne, zgodba čisto drugačna. danes si vse ta drugo, kmet pa nazadnje. In se je to, ta občutek, ne, da boš recimo ti prevzel, se je to počasi v tebi razvijalo? Kako ste se pravzaprav dogovorili, glede na to, da sva rekla, da ste 4 bratje? Ko pri nas je bilo že, kako bi rekel, že skozi sem bil nekako bolj zagnan za to. Jaz sem vedel, da bom doma. Zdaj pa prišel cajt, ko sem dobil svoje ideje nove in bi rad to ustvaril. Tako da delamo na tem. Imaš pa tudi nekaj, kar je pomembno, podporo staršev, Ja, tudi bratje, ki preskočijo na pomoč, tudi če treba. tudi če je treba. Ne? Ja. Tjaša, kako pa ti gledaš na to njihovo družinsko zgodbo in na to, da si želiš tudi ti potem postati s časoma, sej seveda že zdaj pomagaš, ampak tako še bolj se vključiti v to skupno družinsko zgodbo z Luko? Ja, to bi se sigurno enkrat, ampak ja, no, Luka je res zelo zagnan za tole kmetijo, pa tudi ima res dobre ideje, kaj bi pol povečal, prerihtal. Tako da jaz mislim, da je kar ta prav za tole. No, Luka, že ti si delno omenil, pa zdaj tudi Tjaša, kakšno pa imaš vizijo, željo in cilj za kmetijo, kakšno smer jo želiš razvijati? Jaz bi rad prišel do tega, da bi se da bi bilo čim manj
dela ročnega, da bi, kako bi rekel zdaj, Predvsem robotizacija. Tako avtomatiziranje tako. to, da bi, Procesov, Malo ne. tehnologije upeljati. tako pa, da bi se kmetija živela sama od sebe, da bi bilo zadost prihodka, da živiš in kmetijo in družino. A ne, da sta oba doma, recimo, pa da ni treba enemu še v službo hoditi. Tako da si zaslužite kruh oba doma in od tega dostojno živita in pa tudi rada živita od tega. Tako. Ne? Zdaj, Luka, v današnjem času vemo, ni samoumevno, da mladi ostanete doma na podeželju in malo si že prej nakazal, no, ampak kaj ti pomeni ta zavest, da si pa, da boš enkrat ti gospodar na kmetiji, ne? Res si rekel, da ni to samo to, da skidaš v hlevu, ampak je kup zadev odzad, od dokumentacije do razpisov, do predavanj konec koncev. Kako gledaš na to, ne? Ja, meni je, kako bi rekel, To, da si mlad gospodar, ne? Te to navdaja z nekim upanjem, z nekim veseljem, ali imaš kakšen strah, kako bom pa to speljal, ali kako bom pa tega se lotil? straha nimam, ker sem mlad pa neumen. Zaenkrat. Sem pa tudi, Straha Dovolj nima, drzen, ne, ne? ker ja, tako, moraš biti malo drzen, sploh v teh časih. Ampak po mojem, ker si mlad, pa imaš ideje, pač ponavadi zmeri ven splezaš, tudi če je kaj narobe. Tako da jaz mislim, da bo kar šlo, ne? Da pač včasih si moraš malo drzniti, ampak pač prej vse premisliš, pa kakšnega za nasvet povprašaš. Tako da ja, po mojem to. ta nasvet največ pomeni dostkrat. Tu sta dobro dala mi istočnico zdaj za naprej. Koga pa največkrat recimo vprašati ali pa vprašaš sploh ti, Luka, za nasvet? Katera beseda ti največ pomeni? Jaz se največkrat se rad pogovorim z večjim ljudem. Tako od prijateljev, od staršev. Največ tega. Da dobiš različna mnenja in potem ustvariš neko. Odločim se pa sam pol. Ker to, kar se sam odločiš, ti največ pomeni. Če te en drug prepriča v nekaj, pa da pol ne gre, si jezen sam nase in še na drugega. Ja, to je tako, kot če bi se nekdo drug odločil, recimo, da se odločiš, za katero dekle boš imel. Ne? Ja. Je glih tako, da če si zadovoljen, potem lahko vse rad delaš. Ne? Zdaj, malo sta že, oziroma sploh ti si, Luka, nakazal, kakšno kmetijo si želiš v prihodnje, ne? Da bo res tudi ekonomsko vzdržna in vse. In kakšna je dobra kmetija v vajnih očeh, ne? Tako v narekovaju, kakšna je vajna idealna kmetija, pa idealno življenje? Jaz mislim, da je tu največja mera, ja, tako kot je Luka že prej omenil, da se pač kmetija sama sebe pokriva, oziroma da ti pač ostane, da ti lahko z družino dejansko se usmeriš samo v kmetijo, po mojem to. Pa normalno, da imaš kmetijo porihtano, da so krave vse zdrave in vse tu, da ti vse štima. Po mojem je tu največ pomembno. Pa da čim več hrane pridelaš sam. Da imaš to možnost, da imaš ta znanje. In ker domača hrana je le domača. Je vse bolj pomembna. Ste vi, Luka, skoraj povsem samozadostna kmetija praktično? Mislim, za določene, praktično za mlečne izdelke povsem, ne? Za Tako bom določene rekel, premalo je še. Kako pa opažata oba mogoče, ne, v tem lokalnem okolju, ker ste rekli, da je zelo pomembno seveda, da je domača hrana, lokalna hrana, konec koncev tudi v šole in vrtce ne gre vaše mleko. Ja. Je tega zavedanja več, kot ga je bilo v preteklosti? Ja, je. Je. Zdaj vse več, po mojem, sploh v zadnjih, po mojem od korone naprej, je po mojem vse več tega, ker tudi ljudje dosti bolj iščejo to domačo hrano, pa to, ne, pa tudi, ne vem, pridejo na kmetijo po frišen mlek, tako. Pridejo taki, ki mogoče prej niso, pa zdaj pridejo in tako naprej. Ja. Tako, pa dosti več zanimanja. Tako.
Mogoče želita prihodnje, ko se tako pogovarjate o načrtih, dodati še kakšno vsebino na kmetiji, morda kakšno turistično noto, kakšno izobraževalno vsebino ali kaj podobnega. Zdaj zaenkrat strmimo samo k temu, kar imamo, da bi tu bolj upeljali, a ne. So pa zmeraj odprte možnosti. Če eno ne bo šlo pa drugo. Ja. Zdaj vemo, da v tem poletnem času smo vedno izpostavljeni, sploh kmetje, imate v bistvu tovarno na prostem, ne? Če se tako izrazimo. V bistvu, ja. Ja. Kako spremljate v zadnjih letih vse te vremenske nevšečnosti in tegobe? Je to kar en stres predstavlja za kmeta, ne? Ja, nikoli ne veš. Tako se matraš za, ne vem, recimo glih za koruzo ali pa kakšne druge pridelke, pa pač pride ena nevihta, pa je vse uničeno, ne. Po mojem je to tu največji problem tudi zdajle poletje. Mi smo imeli precej škode iz toča, drugače pa prejšnja leta se ne spomni nobeden tako. Glih to je, ker smo v dolini in dostikrat nevihta obide, gre odkle. A je tudi potem, če nevihta obide, tudi pomeni, da je manj padavin? Padavine pa ne, jih je zadost, samo kakšna huda ura gre pa mimo. Ja, potem pa včasih se človek sprašuje, ali je boljše, da ni nič, če ni neurja, ne? Ali boljše, da bi šlo kar mimo. Zdaj, glede na to, da smo sred poletja, če se malo osredotočimo na prosti čas, kaj si najraje zaželite, ko imate, recimo, ko je eno delo opravljeno? Recimo, vsa mrva pod streho in rečete, zdaj pa kakšen dan mogoče predahnemo, kako si najraje vzamete kakšen trenutek zase? Po mojem je tu največkrat kakšna nedelja. To je največkrat, da greva nekam, po mojem, kaj dobrega pojesti ali pa na kakšen izlet, da si res lahko malo oddahneš. Izlet, kam to pomeni, na kateri konc, rajš kam proti morju ali kam proti hribom ali čisto prosto, kamor zanese? Prosto, mešano, kakor pride. Kdo da pa predlog? Ponovadi sem tu pa jaz, ne. Luka, ti pa za volan, ne? Jaz bi pa samo noge stignil. Ja, če že doma moraš delati, ne, kar naprej, potem pa paše, da vsaj takrat lahko. Kaj pa najraje počnete skupaj, da imate nek skupen hobi? Hobija bolj šoh nimava midva, ne. Ampak ja, po mojem je največkrat glih ta nedelja, ko pride, ko je vse narejen. Ali pa že zadosti ena kava skupaj, tako umirjeno, tako ja. Že to je zadosti, po mojem. Ti s mlekom, Luka pa brez mleka. Tako, ampak obadva pa s cukrom. Da je še bolj sladko vse skupaj, ne? Zdaj vemo, da v poletju se vsi vprašamo, kaj pa dopust in tako naprej. Zdaj vemo, da kmet težko načrtuje dopust naprej, ne? In je takrat, ko izkoristi priliko, ampak recimo, ko je poleti, kam se rada odpravita na kakšen dopust, kakšen dan več, recimo, če vama znese, kam jo najraje mahneta? Ja, midva hodva na Hrvaško, na morje. Tu je stalnica že, odkar sva skupaj. Rada plavata? Ja. Rada. Največkrat greva tako za en teden ali pa dober teden, pa zadost malo, mislim. Da je le en teden na let, jaz pravim, da daš glavo na off. Da se res lahko sprostiš in potem z novo energijo pridete nazaj, ne? Zdaj, naši poslušalci že vedo, da je čisto na koncu pogovora pride ena rubrika s hitrimi vprašanji, tako da jaz zastavim 5 vprašanj ali pa nakažem neko iztočnico, pa vedva potem odgovorita asociativno na to, lahko z eno besedo, lahko pa malo obrazložita, recimo, ne? In vsa vprašanja so za oba. Torej, gremo na prvo. Katero lastnost drug pri drugem najbolj cenita? Torej, Luka, katero lastnost najbolj ceniš pri Tjaši? A to je hitro vprašanje? To je hitro vprašanje, hitra asociacija. Nasmejanost. Jaz bi pa rekla ta smisel za humorno, to najbolj. Biti kmet je lepo, ker? Ker živiš z naravo. Pa ti je to dano, kakor eno poslanstvo, po mojem. Najljubša domača kmečka jed? Krvavice.
izdelam. Jaz bi pa rekla, en tak dober frišen kruhek, pa ena dobra klobasa ali pa salama zraven. Kruh, ki ga sama spečeš po možnosti. Po možnosti. Super. En kmečki talent, ki ga skoraj nihče ne pozna, pa ga imata. Ali pa karkoli. No, recimo, peka kruha. Mogoče, ja. Sem tu pa znajo, ne. Na kmetiji je tako, ne, zmeraj je dosti ljudi in ne moreš nič skriti. Ja. No, talent, recimo, Luka, da znaš popraviti stroje, ne? Ali pa pač. Tu preveč ljudi ve. Ja, če je skriti, potem mora ostati skrit. Ja, z razlogom. Z razlogom, ne? Tako. Evo, in še eno zadnje vprašanje, o tem smo tudi veliko govorili. Največja želja povezana s prihodnostjo kmetije, Duša. Tako sem rekel, modernizirati se, iti s časom naprej. Jaša? Jaz bi se strinjala tukaj. In da skupaj peljeta uspešno zgodbo naprej. Tako. Ja. Super. Jaša in Luka, hvala vama za ta pristen in zanimiv pogovor. Mislim, da sta res dokazala, da sta ljubezen in delo, da se lahko odlično prepletata. Še naprej, ne, kot pravijo, teče mleko, raste ljubezen in naj se vsako toliko časa najde tudi prost dan za kak izlet ali zmenek. Še enkrat hvala lepa. Hvala vam. Hvala vam. Dragi poslušalci, hvala, ker ste vztrajali do konca pogovora. Z vami sem bil Marko Mesojedec.